No, Ljubljanska matica je nadaljevala z izdajanjem knjig o slovenskih pokrajinah. Že leta 2008 je izdala knjigo Ljubljansko barje kot prvo iz te serije. Tam je sodelovalo 26 avtorjev in je objavilo svoje članke na 214 straneh. Naslednja knjiga je bila Vipavska dolina leta 2013, to se pravi, vsakih 5 let približno nastane nova knjiga o pokrajinah. Tukaj je bilo že nekoliko več avtorjev, 44, in tudi več strani, 380. No, leta 2019 oziroma v pomladi 2020 je pa išla zadnja knjiga, ki je tukaj pred nami, Slovenska Istra, prvi del. Namreč zakaj prvi del? V tem času, ko smo zbirali tematike in ko smo zbirali tudi avtorje, se je nabralo toliko naslovov oziroma pripravljeno bilo sodelovati veliko avtorjev, tako da je bilo preveč gradiva za eno knjigo. Tako smo se odločili, da bo v prvem delu išla Slovenska Istra, naravoslovni del, in v drugem delu, ki naj bi šel v prihodnjem letu, Slovenska Istra s humanistično, družboslovno vsebino. No, mi smo s tem knjigam s to knjigo Slovenska Istra želeli nadaljevati opise zanimivih slovenskih pokrajin. Zdaj težko je bilo zbrati določene pokrajine, izbrali smo jih seveda po njihovih geografskih mejah, recimo Ljubljansko barje je dobro omejeno, Vipavska dolina prav tako. No, Slovenska Istra je Slovensko Istro nekoliko težje omejiti, ampak vseeno, na eni strani imamo Kraško planoto, na drugi strani Slovensko morje. Drugo vodilo je bilo zelo pestra pokrajina, zelo pestro življenje v tej pokrajini in seveda tudi Slovensko morje, ki tudi predstavlja določen zanimiv habitat. No, namen vseh teh knjig je, da predstavimo naravoslovno usmerjenim bralcem te pokrajine. Knjige so namenjene predvsem laičnim ljubiteljem narave, prav tako študentom teh naravoslovnih ved, biologije, geologije, geografije. In tudi zanimiva je tudi za turistične obiske. Ne vemo, da ta pokrajina je turistično dobro obiskana, predvsem obalni del. Tukaj bi turisti, ki jih zanima naravoslovje, našli marsikaj zanimivega. No, v pripravi knjige, kot smo že omenili, je sodelovalo 52 avtorjev iz različnih slovenskih inštitucij. Največ jih je bilo z oddelkov Ljubljanske univerze, prav z naravoslovno-tehnične fakultete, z oddelka za geologijo, potem iz biotehnične fakultete, z oddelka za geografijo, oddelka za biologijo, oddelka za gozdarstvo, potem z filozofske fakultete, z oddelka za geografijo, z Nacionalnega inštituta za biologijo, Morske biološke postaje v Piranu, iz Znanstveno-raziskovalnega inštituta SAZU, Centra za kartografijo in favne in flore, z Univerze v Mariboru, Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani in Univerze na Primorskem. No, pri delu je največ sodelovalo seveda biologov, zoologov, botanikov, sledijo geografi, potem geologi in celo en fizik je sodeloval pri tem. No, knjigo so uredili 3 uredniki, in sicer knjigo smo razdelili v 3 sklope.
Prvi sklop je neživa narava, ki ga je uredil Jernej Pavšič. Potem naslednji sklop je botanika in naravovarstvo. Ta del je uredil Andrej Seliškar. In poglavje o živalstvu, ki ga je uredil Matija Vogala. No, za pisanje posameznih poglavij smo izbrali trenutno najboljše strokovnjake z teh področij. Žal pa je tako, da taki strokovnjaki so precej obremenjeni z svojim tekočim delom v sami inštituciji, tako da smo imeli nekaj težav z pridobitvijo samih člankov od teh strokovnjakov. No, potem pomemben del monografije so tudi fotografije. Fotografije so v glavnem prispevali avtorji sami iz svojih zasebnih zbirk, nekaj fotografije tudi profesionalnih fotografov. Lahko rečem, da so fotografije vse zelo kvalitetne, da predstavljajo popestritev samega besedila in seveda opozarjajo na številne posebnosti tega prostora. Predvsem pri bioloških temah so pomembne fotografije pri poznavanju različnih živalskih vrst. No, kot rečeno, smo razdelili samo vsebino knjige na 3 sklope, in sicer neživa narava, potem rastlinstvo in živalstvo. Če na hitro preletimo sama poglavja in poudarimo nekatere značilnosti teh poglavij. No, najprej neživa narava v geološkem smislu je širši javnosti predstavljen zanimiv prostor med Kraškim robom in Jadranskim morjem. Tukaj imamo znameniti Kraški rob, kjer ležijo apnenci, pretežno paleogenske starosti, na mlajših fliših. To se pravi, fliši praviloma ležijo na apnencih, vendar zaradi tektonike je prišlo do obratnega vrstnega reda. No, za prebivalce obmorskega predela je pomembna pitna voda, s tem se ukvarjajo hidrogeologi. No, tukaj pitna voda prihaja pretežno iz Krasa in na meji s Flišem potem pride na dan in je zajeta za zaloge pitne vode. No, potem tla so pomembna predvsem na flišnem ozemlju, na Flišu, pod Kraškim robom. Vidimo, da je tudi poljedelstvo močno razvito, nekaj tudi vinarstva, tako da tukaj najdemo globoka tla, ki so zelo rodovitna. No, inženirski geologi opozarjajo na zemeljske plazove, ki so pogosti na flišnem terenu, predvsem po večjih padavinah. Potem na značilnem morskem klifu, ki spremlja slovensko obalo, pa so zelo nevarni skalni podori. Velike skale padajo iz sten in ogrožajo predvsem poleti kopalce, ki pa te stvari ne upoštevajo preveč. No, v geografskem smislu je pokrajina razdeljena na kraško planoto, potem prehodni pas na flišno pokrajino in na obalne ravnice. Klima je zmerno mediteranska. Klima, kot vemo, se v zadnjem času močno spreminja. Na to opozarja tudi klimatolog, ki opozarja predvsem na sušna obdobja, ki lahko ogrozijo zaloge pitne vode.
No, kot sem že uvodoma omenil, ta pokrajina ne gre brez morske vode, brez morja. Gibanja morske vode so opisali v posebnem poglavju in so ugotovili, da morska voda v tem severnem zalivu Jadranskega morja kroži v obratni smeri urnega kazalca. No, glede morja so zanimivi tudi sami sedimenti na morskem dnu. Ti predstavljajo nekakšen zapis zgodovine zaledja morja. No, tako da lahko zgodovino na osnovi vrtin, ki smo jih izdelali v morju, rekonstruiramo zgodovino 100 000 let nazaj, lahko pa bolj natančno zgodovino 10 000 let nazaj. No, potem je drugi sklop rastlinstvo, kjer imamo bogato rastlinsko floro na samem kopnem. Zanimiva pa je predvsem plitvovodna flora alg. Na tem mestu so zelo podrobno in mogoče je ta članek o algah najbolj obsežno opisane številne morske alge, ilustrirane s številnimi fotografijami, tako da bomo lahko, oziroma da lahko vsak kopalec prepozna te pogoste prebivalce plitvega morja. No, v živalskem delu se najprej seznanimo z bentoško favno, prav tako tega plitvega dela obale. Sledijo potem polži, tako kopenski polži, ne morske polže spoznamo pri tej bentoški favni oziroma bentoškem živalstvu. Potem so sladkovodni raki. Tukaj je edini predstavnik deseteronožnih rakov koščenec. Potem imamo nekaj kozic. Obravnavani so tudi prebivalci podzemnih voda in izvirskih voda. Tukaj so številne postranice, potem drugi jamski rakci, polžki, cevkarji, potem cevkarji, jamski hrošči, kobilice in druge značilne jamske živali. No, na kopnem so pajki pogosti prebivalci tega območja. Zaenkrat nimamo strupenih predstavnikov te skupine. Srečamo jih pa čez mejo na Hrvaškem, tako da v bodoče pričakujemo, da se bodo preselili tudi na naše ozemlje. Zanimive so bogomolke, ki imajo značilno postavo. Zdaj same bogomolke redkeje opazimo pa na travnatih bilkah njihova gnezdišča, ki so tako blazinasto oblikovana in glede na sliko jih bomo lahko hitro prepoznali. Potem pogosti prebivalci kopenskega dela so kačji pastirji. Tukaj med 53 znanimi vrstami iz slovenske Istre je kar 20 takih, ki so ogroženi. No, te ogrožene vrste so predvsem ogrožene zaradi manjšanja oziroma zaradi usihanja vodnih površin. No, termite poznamo iz tropskih predelov, kjer gradijo ogromne termitnjake. Tukaj nimamo takih dimenzij, ampak termite tudi srečamo, predvsem lesne termite.
Kobilice srečamo pogosto na suhih travnikih. Znanih je preko 100 vrst iz slovenske Istre, od tega imamo 9 zavarovanih. Potem sledijo mrežekrilci, no to so žuželke, ki imajo taka krila prepredena s takimi vejastimi žilami. Od tukaj, iz te skupine je poznan volkec, ki ga srečamo tudi na celini, in zanimiva je njegova ličinka, ki gradi take lijakaste sipine, v katere lovi predvsem mravlje. Potem komarji so nadležne žuželke, tako na celini kot tudi v tem obmorskem delu. Poznamo 10 vrst, no iz tropov so znani spet prenašalci različnih bolezni, pri nas niso tako nevarni, čeprav v preteklosti so prinašali tudi določene bolezni. Potem hrošči so zelo obsežna skupina, tukaj poznamo kar 800 vrst. No, v knjigi je priložen tudi seznam vseh teh 800 vrst, tako da vidimo, da je res pestra sestava hroščev na tem območju. Potem pestra je tudi metuljna favna, predvsem dnevni metulji so zelo pogosti ob Kraškem robu, no nočni metulji ali vešče, ki jih poznamo predvsem tem, da se zaletavajo v razne svetilke in prihajajo tudi v stanovanje. Potem stenice niso samo tiste, ki živijo v stanovanjih, ampak so pogoste žuželke tudi v naravi. Poznamo jih kar 367 vrst v slovenski Istri. Naslednji so škržatki, to so milimetrsko velike žuželke, ki jih stežka opazimo, morda nas opozorijo na to, ker delajo velike skoke, če jih spodbudimo, lahko tudi se odrinejo na 100-kratno svojo dolžino. Njihove zalege pa poznamo po slinastih zalegah na travah. No, potem so škržadi, so žuželke, ki dajo primorskemu okolju pravo štimongo, če tako lahko rečemo. Ne moremo si predstavljati primorskega bivanja brez pesmi nočnih škržatov. Potem je poglavje o strupenih živalih. Edina vretenčarska strupena žival je modras, ki ga srečamo predvsem na kraškem ozemlju. No in končno smo še pri naravovarstvu. Mnoga območja, mnogi deli slovenskega Primorja oziroma slovenske Istre so zavarovani zaradi svojih posebnosti. Tako imamo recimo naravne vrednote mokrišča, potem nekatera območja obmorskega klifa, potem določeni deli kraškega robu in porečja Dragonje, Brečane, Malinske. No, to je bil kratek prikaz vsebine zanimive knjige o slovenski Istri, ki jo priporočamo seveda vsem ljubiteljem narave, ki bodo obiskali ta zanimivi del Slovenije. No, naloga naravoslovcev v tej knjigi je bila tudi, da ohrani zapis o teh živalih, rastlinstvu in drugih znamenitostih za kasnejše rodove. Kajti lahko se zgodi, da čez
desetletja ne bomo imeli več narave ohranjeni v taki meri, kot jo imamo zdaj. Zato je to pomemben dokument tudi za bodoče rodove.